Živja. Mi da smo prišli pogledat, kako so včasih živeli na svetilniku. Jo, to so bili zlati časi. Včasih je bil svetilnik vse kaj drugega, kot je danes. Na Jadranu je bilo takšnih le 63 kamnitih zidanih lantern. In vsaka lanterna je imela svetilnikarja in njihovo družino. Zakaj pa pravite lanterna? A lanterna je svetilnik? Ja, tako mi tu na obali rečemo tem svetilnikom. Čeprav svetilniki niso samo kamniti, ki imajo zraven hiške, ampak so tudi kovinski, samo da imajo luč, ki oddaja. Ti so lahko v morju, lahko so na obali. In ali si morate misliti, da imamo v Sloveniji, na slovenski obali, kar 42 svetilnikov? Kdo bi si mislil? Zakaj so včasih gradili svetilnike? Ko so staro ljudstvo, stari Grki začeli pluti, se je to zgodilo kar 400 let pred našim štetjem. Ampak pluli so lahko varno samo po dnevi. Zato so leta 342 pred našim štetjem zgradili prvi stolp v Egiptu. Služil jim je za orientacijo. Šele leta 100 našega štetja pa so na tem stolpu začeli kuriti ogenj, da bi lahko ladje varno plule mimo čeri. A če ne bi bilo svetilnika, bi se ladja zaletela? Zelo velika verjetnost bi bila, da bi imela veliko težav, kajti svetilnik že svojo podobo pove, da se bliža čerem ali kopnu. Po noči, ko pa oddaja luč, pa ladje plujejo ven od tiste luči. Ko jo več ne vidijo, so na varnem, dokler pa jo vidijo, pa opazujejo in imajo točne podatke, kako daleč stran morajo pluti, zato da ne bi nasedli na čereh, na otoku ali na obali. Kako svetilnik deluje? Vsaka svetilniška luč ima svojo karakteristiko oddajanja svetlobe. To pomeni, da vsak svetilnik drugače oddaja svetlobo in mornarji na morju prepoznajo po tej karakteristični luči, kateri svetilnik je in na kateri geografski širini se nahajajo. A cela ta stavba je svetilnik? Tamle gor je svetilniška luč. To je svetilnikarjevo stanovanje. Tam zadaj, ko vsi mislijo, da je svetilnik, pa je stolp, v katerem je zvonik sosednje cerkve Marije Zdravja. A je svetilnikar včasih živel tukaj? Seveda, svetilnikarji so morali živeti na svetilnikih, da so lahko skrbeli za luč od sončnega zahoda do sončnega vzhoda. Sicer svetilnik ne bi bil v funkciji. Kakšno pa je bilo njihovo življenje? Svetilnikar je moral prvenstveno skrbeti za varnost na morju. Torej, da je bila luč po noči na svojem mestu in da je čez dan opazoval morje in tudi sporočal stanju morja in o tem, če se je kaj nepredvidljivega zgodilo na morju. In tukaj v tem svetilnikarjevem stanovanju so imeli 3 sobe, večji hodnik, ena soba je bila namenjena največja dnevnemu prostoru, potem je bila kuhinja, sobica, v kateri so spali, tam zadaj pa je bila še kopalnica. Kaj pa vidimo na tem zemljevidu? No, to je navtična karta in nas danes zanimajo predvsem svetilniki. Danes smo tukaj na tem svetilniku. On mižika proti svetilniku na rtu Savudrija, ki je najstarejši kamniti zidani svetilnik na Jadranu. V Trstu pa je 3. takšna zidana lanterna in to je tržaška stara lanterna. Koliko veliko svetilnikov je v knjigi? A to ste vi vse prepotovali? To so svetilniki, kamnite zidane lanterne na vzhodni obali Jadrana. Jaz sem vse obiskal, 10 let sem pohajkoval po svetilnikih. Kateri svetilnik pa vam je bil najbolj všeč? To je tajerska sestrica. Takšna, prav lepa, prav poseben je ta svetilnik. Edini, ki ima kovinski stolp v rdeči in beli barvi in je tam na vstopu v Kornate, na koncu dolgega otoka.